Živja in lep pozdrav, lep ponedeljkov večer, Manca Razboršek z vami. Sem life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In zdaj na začetku, preden se zberemo, preden se priklopite, bom jaz preverila, če tole dela, ker do zdaj sem imela parkrat kar tehnične težave. Tako da jaz upam, da zadeva dela, da zvok dela, da smo na liniji. Okej, zaenkrat dela. Meni na tablici kaže, da dela. Evo. Samo majčkeno, verjetno tudi slišite. Evo. Takole. Če bi slučajno kaj zatrokirali ali kaj takega, po moje, da najboljše, če mi kar na Messengerja napišete, zato ker tisto sigurno mi pokaže na tablici. Mi pa bomo šli danes pogledati, kaj nas čaka v tem tednu, kaj se dogaja. Zdaj, ena stvar, ki je, v tem tednu se začenja Avtentična Yin Akademija. Za vse tiste, ki ne veste, kaj je to, ali pa prvič slišite, ampak po moje, če me spremljate, ne slišite prvič, mogoče vas kaj matra, da bi vprašali ali pa da bi se pozanimali, pa ne veste, a je to za vas, a ni za vas, a ste že dosti razpucali, da ste lahko zraven. V glavnem, za vse tiste vam bom spustila en kratek filmček, tako da mogoče dobite še vabilo, ki je bilo narejeno posebej za vas. Predstavljaj si, kako bi bilo, če bi lahko svoje življenje živela lahkotno in ženstveno. Naj ti povem, da je mogoče. Mogoče je, da živiš avtentično sebe, kreiraš čudovite odnose, upravljaš svoja čustva, sprejemaš, kar ti življenje ponudi in neguješ ljubezen do sebe. Program, v katerem se tega naučiš, se imenuje Avtentična Yin Akademija. Program sem sestavila prav zate, zato da se lahko strukturirano naučiš tehnik in metod, ki ti pomagajo skozi življenje, se v varnem prostoru naučiš čustvenega menedžmenta in energetske higiene, izraziš sebe in končno najdeš svoj notranji mir. Ne zamudi vpisa in te priložnosti, ker si zaslužiš, da razrešiš vse izzive, ki jih imaš v svojem življenju, predvsem odnosi, ker si vredna, da živiš najboljšo verzijo sebe in ker je čas, da zasiješ kot ženska, za katero si se rodila, da postaneš. Evo, eno tako lepo vabilce, upam, da vam je všeč. In predvsem tisto, kar je eno pomembno sporočilo, ki vam ga želim dati, ne glede na to, a pridete zraven, a se čute, a se ne čute. Ampak, ko začnete delati svojo vibracijo, ko postavite sebe, ko razrešite določene stvari, ko začnete delati s tehnikami, ko začnete delati s svojimi globinami, takrat se na vseh področjih stvari uredijo. Zato je velikokrat težko reči, okej, to je samo za tiste, ki si želite izboljšati, ne vem, svoje finančne obilje, ali pa to je samo za tiste, ki si želite izboljšati odnose, ali pa to je samo za tiste, ki si želite izboljšati ljubezen do sebe in postaviti odnos do sebe. To je kjerkoli, na katerem področju imate svoje izzive, tam imate možnost, da začnete. Ampak ko vi na enem področju dvignete svojo vibracijo, se to pozna na vseh ostalih področjih. Tako da nikoli ni samo, da boste okrepili eno mišico, ampak morate celo telo okrepiti, zato da vse potem drži. Tako da tukaj je ena taka stvar, ki je zelo težko na nek način obrazložiti, ker je treba večino teh stvari izkusiti, namreč Avtentična Yin Akademija je zelo izkustvena. Se pravi, da izkusite stvari, da jih sprobate v praksi, da vidite, da v praksi delujejo in potem se stvari lahko aplicirajo na vsa različna področja.
Tako da, če je še kakšno vprašanje ali karkoli takega, ne vam biti neroden, info@manca.si ali pa me pokličite na 040888 in se bomo pogovorili, boste povedali, kaj vas skrbi, kaj želite vprašati. 4 mesece traja, se pravi 4 mesece, zelo intenzivne 4 mesece, v katerih toliko dvignete svojo vibracijo in dobite toliko enih orodij in navodil, kako delati, da potem lahko delate sami tudi naprej. Za vse na štajerskem koncu pa imam eno ful veselo novico, in sicer 3.10., to je torek, mislim, da je 3.10. torek, samo majčkeno, da jaz preverim, da ne bom kaj napačno rekla. Tako je, 3.10. v torek pridem v Maribor in bom imela predavanje na temo zdravljenja čustev. Namreč čustva so trenutno, tudi kolektivno gledano, najbolj tisti del, ki ga je treba usvojiti. Se pravi, začeti se zavedati čustev, začeti delati s čustvi, predvsem to, da jih razumete in da razumete, zakaj so, kaj vam pridejo povedati, to je začetek vsega. In ko začnete delati s svojimi čustvi, svojim čustvenim telesom, takrat potem se zadeve začnejo tudi premikati. Namreč sprosti se vam ogromno ene energije, ko se sprostijo nakopičena čustva, in o vsem tem bom govorila v Mariboru. Imate tudi nad tem videom, pod tem videom, imate link do bom rekla, strani tega dogodka, kjer se lahko potem tudi prijavite. Predavanje je pravzaprav brezplačno, ker je namen širjenje zavesti, informiranje in pa predvsem bom predstavila, kako si sami lahko pomagate pri tem delu s čustvi, s čustvenem menedžmentu s pomočjo cvetnih esenc. Kaj so to cvetne esence, kako vam to lahko pomaga, tako da bom rekla, lahko veliko sami naredite že na tem področju. O vsem tem bom govorila na tem predavanju v Mariboru 3.10., tako da si vsaj poglejte, pošljite komu, če ga poznate, pa veste, da potrebuje malo pomoči ali pa smernic ali pa nasvetov, tako da dajmo dvigniti res zavedanje, dajmo dvigniti zavest, informacije so pomembne, ampak še bolj pomembno je, kaj s temi informacijami potem naredite. Tako da jaz se že veselim in upam, da vas bo čim več, oziroma tako bom rekla, dvorana je omejena na 30, tako da čim prej, tem bolje. In ko se vidimo v Mariboru, me lahko vprašate še kaj drugega, tako da malo namiga. S sabo bom imela tudi esence, Bachove esence, avstralske esence, tiste cvetne esence, ki jih še imam, in mojo knjigico Angelske svetilnike, evo, tole, kar vidite za mano, ki je kanalizirana knjiga, tako da vse pokrito in pridem k vam, se pravi, kako je že tisto, če Mohamed ne pride h gori, more gora k Mohamedu ali nekaj takega. Tako da se pripravite na štajerskem koncu. To je to, zdaj pa gremo k angelom, zato smo tukaj. In tako kot vsak ponedeljek se bomo tudi povezali, najprej sami s sabo, s svojim srčnim središčem, potem tudi ustvarili mrežo povezanosti teh naših srčnih središč, v katero bomo povabili angele, angelske energije, ki nam bodo potem predale tisto, kar je v tem tednu nekako poudarjeno. Tako da si dajte lepo udobno namestiti, poskrbite, da vas mogoče zdajle v teh 10 minutah ljudje ali pa okolica ne bo motila, in naredimo en globok vdih in izdih. In z naslednjim vdihom vdihnete vse tisto, kar si želite v svoje energetsko polje vnesti lepega. Vdihnete ljubezen, vdihnete hvaležnost, vdihnete sočutje in izdihnete vse napetosti in vse tisto, kar vas ne podpira več. Vdihnete vse tisto, kar želite, da dvigne vašo vibracijo, in vibracijo dvigajo lepa čustva, radost, vibracijo dviga veselje,
vibracijo dviga užitek. In če ne veste, kako se to občuti, si samo predstavljajte ljudi, ki jih imate radi, živali, ki jih imate radi, lep prizor iz narave in to vas bo že povezalo z vašim srčnim središčem. In izdihnite vse tisto, kar vas bremeni, vse tisto, kar vas tišči in vse tisto, kar vas enostavno ne podpira. In svojo pozornost sedaj, ki jo usmerite v srčno središče, si predstavljate eno žarečo, kroglo, smaragdno-zelene svetlobe v vašem srčnem središču. In z naslednjim vdihom si predstavljate, da vdihnete v to žarečo kroglo in izdihnete to svetlobo v svoje energijsko polje. In naredite nekaj vdihov, s katerim razširite smaragdno-zeleno energijo srčnega prostora in jo izdihnete v energijo okrog vas. In zdaj se odprete, enostavno dovolite, da se skozi vašo kronsko čakro iz izvora, iz vesolja spusti božanska ljubezen, da se spusti energija magenta in roza barve in napolni vaše srce, vaše srčno središče. In vdihnete to božansko ljubezen v svoje srce in izdihnete v energijski prostor okrog vas. Zdaj si predstavljate, da se en žarek te roza svetlobe iz vašega srca odpravi navzgor v atmosfero, kjer se sreča s kristalno strukturo, kristalne mreže okrog Zemlje in se priklopi na to mrežo. Na trenutku, ko se ta srčna energija poveže s to kristalno mrežo, se vaše srce še dodatno razširi. In zaznate vse tiste, ki že imajo aktivirano in odprto višje srčno središče. Zaznate, kako polna je ta mreža, kako veliko duš že deluje na tej frekvenciji, na tej vibraciji. In sedaj povabimo v to energijo, v to vibracijo tudi naše angele, vodnike, mojstre in bitja svetlobe, ki nam želijo dobro in ki nam želijo predati tiste energije, ki nas v tem tednu podpirajo. In s tem zavedanjem, da je vaša vibracija, vaša frekvenca povezana in priklopljena na to kristalno strukturo višjega srčnega središča, višjih dimenzij, s tem zavedanjem odpremo oči, naredimo še en globok vdih in izdih in pogledamo, kaj nam sporočajo višji nivoji. Dvojka Zemlje. Dvojka Zemlje je prva energija, prva karta, ki govori o tem, da ko sprejemamo odločitve, smo prevečkrat preveč resni, da je fajn, če razmislimo o tem, kaj nam prinaša večje veselje, kaj nam prinaša več igrivosti, se pravi, kaj je tisto, kar prinaša več lahkotnosti. Ko stojimo med dvema možnostmi ali pa tremi možnostmi, med katerimi se odločamo, da dvignemo vibracijo s tem, da razmislimo o tem, kaj je bolj lahkotno, kaj nam bo prineslo več veselja, več radosti, več živosti, da to frekvenco igrivosti pravzaprav vnesemo v te svoje odločitve in da skozi te oči, skozi to vibracijo pogledamo na odločitve, ki jih sprejemamo. Tako zelo taka vilinska energija, ki jo lahko pokličemo v svoje energijsko polje, mogoče gremo v naravo, se tam povežemo najprej z energijo narave, z gozdom, z vilami, z elementali in
razmišljamo o teh svojih odločitvah, ki jih je potrebno sprejeti, in takrat bo pravzaprav bolj jasno, kaj je tisto, kamor nas potegne, kamor nas vleče in kar nam v bistvu dela tisto živost, ki jo mogoče pogrešamo v življenju. In namreč, ko se ljudje odločajo, velikokrat vidim, se s temi odločitvami soočajo s strahom, kaj pa, če bo narobe, kaj pa, če bo to, kaj pa, če se ne bom prav odločil. Ampak če greste pa skozi to, da mogoče pa tam, kjer kaj mi prinaša več igrivosti, več živosti v moje življenje, se pa tudi ta strah sprosti in veliko bolj jasno lahko zaznate, kaj je prav za vas v tistem trenutku, tudi če še ne razumete. Ne? In tudi če ne veste, kaj vam bo to prineslo, in rečete ja življenju, enostavno rečete ja življenju. In druga energija, druga karta, kolo sreče in nadangel Mihael. Wow, to pa je ena energija, ki jo že dolgo ni bilo in govori o času pozitivnih sprememb, evo. O tem, kako se položaj razplete, ko pride tudi do določenega dela cikla, ne? Kako, če začnemo drugače, če z drugačno vibracijo sprejemamo odločitve, se potem drugače zavrti to kolo življenja oziroma kolo sreče, ki nam potem pripelje nekaj novega. In nadangel Mihael je fenomenalna podpora pri tem, kadar želimo v bistvu več samozavesti, ko je treba narediti stvari, jih je treba dati v akcijo, on pač ne pusti, da bi nekaj sedeli, pa razmišljali, pa tuhtali, pa se smilili sam sebi, ne. A si za akcijo, nisi za akcijo, dajmo, gremo, ne, zelo tako taka energija, ki potisne, in to na en tak lep, samozavesten, samozavedajoč se način. Tako da definitivno v tem tednu nadangel Mihael in njegova energija, ki podpirata tudi odločitve in pomagata tisto kolo. Veste, vsi smo tako na enem takem kolesu, enkrat gre gor, drugič gre dol, vse se vrača, vse se obrača, ne, in pomaga zavrteti to kolo, da se uskladi s tisto našo vibracijo, ki jo pač imamo, a ne. In zdaj, če je ta vibracija igriva in polna veselja, radosti, lahkotnosti, se bodo tudi stvari na ta način začele odvijati. In pa še tretja karta, kralj vode. Evo ga, ne vem, če vidite. Se pravi, kralj vode govori pa o čustveni energiji in o tem, da je potrebno se odpreti, a ne. Ker velikokrat angeli in naše duhovno vodstvo prinašajo svojo pomoč in svoja sporočila preko drugih ljudi. To premalokrat upoštevamo in pravzaprav, ko se odpremo temu, od kje bojo stvari prišle, a ne, ko nehamo mi kontrolirati in postavljati pravila in kaj bi moralo biti in na kakšen način bi morale stvari priti, takrat se odpremo in čakamo, ne, to je najtežje za nas, ker mislimo, da moramo skozi nekaj delati, ampak se odpremo in čakamo in lahko veliko lažje potem pridejo prave informacije, pravi nasveti, prave usmeritve in prava pomoč tudi do nas, a ne. Dokler smo mi nekaj zaprti, zakrčeni, strahu, ne vemo, a bi to, a bi ono, pa mislimo, da moramo vse sami. Ne gre. Tako da kralj vode pa je tista energija, ki nam pomaga, da tudi zaupamo temu, kar pride, da se odpremo, da začutimo, ne, to začutiti tle noter, to je tako težko, ker večina ljudi svoja čustva tlači, zapira in si jih ne dovoli. Ne dovolimo se biti ranljivi, ne dovolimo se res odpreti in imamo toliko enih blokad potem, da je prav včasih že grozno. Tako da in mene kako bi rekla, boli me, ko gledam, kako se ljudje matrajo in kako si ne dovolijo, da bi jim nekdo pomagal, da bi jih nekdo podprl, ne, in vsi mislijo,
tudi jaz včasih mislimo, da moram vse sama, da lahko, da bom ne vem kaj komu dokazala. Lepo prosim, ego dajmo na stran in si dovolimo podporo, a ne, dovolimo si pomoč. Tako kot velikokrat slišim, velikokrat slišim to, joj, samo še tole, zdajle imam težave, zdajle sem res v krizi, zdajle moram cel kup enih stvari razrešiti, pol bom pa prišla po osebni razvoj. Ja, ne ravno v teh težavah, v bistvu lahko so tisti izzivi in tiste ta glavne stvari, ki jih lahko premakneš, da se hitreje razrešijo težave oziroma izzivi osvojijo in da tudi za naprej veš, kako se osredotočiti. Ker je vse fajn, kje bojo rezultati, kako se bojo videli. Ko so težave, se vidi, da se da z enim majhnim premikom, z eno majhno spremembo perspektive že ogromno narediti, kaj šele, če dvigneš vibracijo in čist druge vibracije stvari začnemo reševati, a ne. Tako da ta podpora, ki jo lahko dobite ali z enim angelskim readingom, če pridete k meni, ali na Štajerskem bo zdajle predavanje o zdravljenju čustev 3.10., to je naslednji teden v torek, in lahko pridete in jaz vedno delim, jaz ne morem na pol deliti ali pa nekaj sam površinsko, jaz vedno grem v globino, pa ne glede na to je treba kaj plačati za zastonj, tako da tukaj definitivno imate možnost in priložnost, da res dobite tisto, kar rabite in da dobite podporo, da nehate sami, da se premaknete, ker čas je, ne moremo, no more bullshit, no. Ni več ono, joj, pa saj bo čas, pa tako ne, včasih je treba stopiti, narediti, postaviti stvari, zato da nove stvari odprejo lahko, a ne. Tako da to bi bilo to za ta teden, jaz vas bom s temi mislimi pustila, da jih skontemplirate, integrirate, da si date možnost in priložnost, da na drugačen način stvari rešujete, kot ste jih do zdaj, in da se ne zadovoljite z malo. Vsi smo tako mogočna bitja, da je škoda, da brodimo po teh dramah vsakdanjosti in se delamo majhni. Tako da dajte si dovolj odpreti, dajte si dovolj svojo veličino živeti, dajte dovolj, da vaša duša deluje skozi, da vaš višji jaz, ampak dokler ego dela in vse te vsakodnevne drame, pač to ne gre. In zato dajte se premakniti, ljudje, dajte nekaj drugače narediti, dajte jeti naprej, dajte narediti ta korak, ne samo razmišljati doma in brati knjige in izbirati informacije, ker to je šele začetek. To je samo malo po površini pogrebsti, kaj šele potem, ko se spustite, no, takrat se šele žurž začne. Zdaj pa, res sem predolga za tole, tako da vam želim en čudovit teden, poln novih spoznanj, novih prebojev, lahkotnih odločitev in se vidimo naslednji teden v ponedeljek, s kakšnimi pa mogoče že prej, če se boste končno opogumali, nehali mečkati in zavlačevati svoj vstop v svojo lastno veličino. Lepo se imejte, uživajte in čau, čau.